Sem Zdene Podlesnik, koordinator projekta Donirana hrana, ki ga je pred 5 leti začela Zveza Lions klubov Slovenije. Ideja se je porodila v Lions klubu Maribor Zarja pri naših članicah, vendar so predolgo razmišljale in so prve začele projekt, takrat smo ga še imenovali Viški hrane, izvajati naše članice Lions kluba Celje Muzik v Celju, tako da sedaj aktivno teče pobiranje hrane že 5 let. Projekt se izvaja v skoraj 30 mestih po Sloveniji in leta 2014 se nam je pridružil tudi Spar. Veseli smo, da je Spar kot ena večjih trgovinskih družb tudi pri nas našla v tem projektu nekaj, kar je zanimivo tako za njih, kot predvsem za naše upravičence. Naši upravičenci so ljudje, katerih sezname dobivamo s strani Centra za socialno delo in seveda te seznami se redno vsake toliko časa preverijo. Iz baze, kjer pač se ta hrana sicer hrani, gredo z lastnimi avti ali z avtomobili, ki smo jih kupili z doniranimi, zbiranimi sredstvi, do trgovine Spar, Interspar, prevzamejo hrano, ki jo delavke Spara v ta namen pripravijo in kar se da hitro se ta hrana odpelje nazaj, spravi v police oziroma v hladilnike, skratka, če prenoči hrana v skladu z standardi HACCP. Marsikoga verjetno zanima, kaj dobimo. Dobimo različne stvari, od zelenega programa, kot mu rečemo, gre za sadje in razne solate, kjer velja poudariti, da so v Sparu, Intersparu delavke še posebno pozorne in tisto, kar nam pripravijo, je v zelo dobri kondiciji. Veliko in najbolj so seveda naši prejemniki veseli toploteke. Gre za izdelke, mesnate izdelke, ki so pečeni v trgovini in jih zvečer do zaprtja trgovine, običajno to o 20 ali 21 ura, ne prodajo in to pomeni še topel proizvod, ki je prvič težek, kvaliteten in ljudje so teh najbolj veseli. Seveda pa ne manjka tudi mlečnih proizvodov, raznih smutijev, mlekov, jogurtov in tako naprej, tako da je to, kar upravičenci dobijo pri nas običajno naslednje jutro zjutraj, tisto, kar večini prejemnikov kar lepo popestri njihov jedilnik. Pomoč, ki bi nam najbolj prišla, je ta, da se pojavijo v teh zbirnih centrih, poiščejo najbližji Lions klub ali morda tudi območna organizacija Rdečega križa in povedo, da so pripravljeni, če so pripravljeni, nuditi svojo pomoč v obliki prevoza. Pogosto se nam dogaja, da je težava v tem, da vsak dan, ko je trgovina odprta, gremo zvečer v trgovino, poberemo tisto, kar nam donirajo in pripeljemo nazaj v bazo, kjer se to razdeli. Ta logistika je izredno zahtevna in ta pomoč nam bo najbolj dobrodošla. Ko sodeluješ pri takšnem projektu, ko sam greš po hrano in jo prodaš tistemu, ki jo rabi, ugotoviš, da si dejansko osrečil prejemnika in sebe. Težko je reči, koga bolj, ampak neminovno gre to za tisto, kar sreča nujno potrebuje. Sreča ni sreča, če ne delimo. In v tem primeru gre za pomoč, ki osrečuje tako prejemnike kot donatorje. Hvala vsem sodelujočim v imenu Lions Zveze Slovenije.